Pozdravljeni, en tak kratek online pogovor bo. Delili bomo ključne nasvete, kako prepričati enega poslovnega angela, ki nam bo pomagal rasteti in razširiti naše podjetje. Z nami Nina Dremelj, predsednica Poslovnih angelov, tudi sama, kako ti že rečeš temu, Nina? Angelina? Poslovna Angelina, je normalno? Ja, Angelina, okej. Skratka, solastnica, vodila tudi švicarski SID sklad, tako da Nina, mogoče še ti kakšno besedo, no? Na kaj si najbolj ponosna? Na svojo družino. Številka 1, pol so pa poslovni dosežki. Kar se tiče pa posla, predsednica Poslovnih angelov, to je tudi danes v bistvu namen, da se predstavlja, drugače pa še vodilna partnerica Vesna Diptech sklada, pa investitorka pa ustanoviteljica DaFund sklada, ki je angelski sklad, ki je bil narejen prvič v Sloveniji pod okriljem Poslovnih angelov, pa članica borda Evropskih poslovnih angelov, pa članica borda Mediteranskih angelov, pa tako naprej, pa investitorka, pa podjetnica, pa kaj naj še rečem, evo, to je to, that's me. Superwoman, ki najde čas še za družino. Wow. Na prvem mestu. Lepo. Evo, skratka, krasno, dajmo kar začeti, potem midva bova imela en tak kratek pogovor, potem pa bi prosila tudi, kar boste pa vi imeli, boste pa na koncu se lahko še vključili pa vprašali, kar boste želeli. Nina, začnimo na začetku. Kdo sploh je poslovni angel? Kako ga definiramo? Zdaj, poslovni angel je običajno privatna oseba, ki lahko investira skozi svoje podjetje ali pa kot fizična oseba in dejansko investira presežke svojega lastnega denarja. Se pravi, to ni profesionalni vlagatelj, ne. To ni vlagatelj, ki nekomu drugemu da upravljati svoj denar, potem pa drugi za njega dejansko naredijo dobre investicijske priložnosti pa dobre izhode. Tak primer teh profesionalnih vlagateljev so venture skladi, se pravi venture capital skladi, a ne. Poslovni angeli pa investirajo po nekih svojih lastnih preferencah, običajno iz področja, ki ga poznajo, kjer imajo svojo lastno ekspertizo, lahko se pa tudi pridružijo drugim angelom, grejo tako imenovan sindikat, zato ker nekomu drugemu zaupajo in se temu reče, da se pridružijo sindikatu, pripojijo se in v bistvu investirajo na podlagi nekih, bom rekla temu, parametrov, ki so jih prepričali, zato ker ta vodilni angel, ki mu oni zaupajo, razume ta case in je tudi sam vanga vložil oziroma je pripravljen vložiti v ta case, zato se pridružijo, ne. In še enkrat, se pravi, svoj lasten denar, presežke svojega denarja namenjajo v investicije v startupe. Okej, pa dajva, kako so pa, kateri, mislim, kakšni so običajni zneski, ki jih vlagajo v podjetje? Ja, zdaj tako angeli se zelo, investiranje je tako kot kupec, a ne, se pravi, know your investor, know your customer, tukaj velja to pravilo. Prva stvar, ki je tukaj zelo pomembna, je, da Slovenije oziroma naše regije ne enačite z ameriškim trgom. Investiranje v Ameriki pa slovenska regija je 1:10 ratio, a ne. Če boste šli v Berlin, če boste šli v zahodni del Evrope, je 1:5. Se pravi, denar, ki ga tukaj iščete po evaluaciji, ki jih tukaj imate, ne morejo biti iste kot tistim v Ameriki in je treba tako prilagoditi celotno investicijsko shemo, a ne. Zato, ker za 100.000 evrov v Sloveniji lahko narediš čudež, za 100.000 evrov v ZDA ne plačaš, zdaj bom tako rekla, pa ne me slabo vzeti, a ne, tajnice pa fikusa, da res absurdno dam primer, a ne. Se pravi, value za denar, ki ga dobiš, ni isti, a ne. In zdaj, kaj pa tudi po Evropi, a ne, angeli so zelo različni, načini, kako investirajo angeli, so spet zelo različni. Baltske pa nordijske države investirajo večino v sindikatih, kar pomeni, da je povprečni tiket na angela 5.000 evrov, se združijo in nabere skupaj lahko tudi par milijonov, ampak se jih toliko veliko združi, a ne, in investirajo kot ena entiteta, a ne. Temu se reče special purpose vehicle, naredijo neko entiteto, pa potem vstopijo v lastniško strukturo startupa. Slovenski angeli smo malo drugačni, smo malo bolj, bom rekla, tradicionalni, ampak po drugi strani veliko več se stegnemo, a ne. Naši tiketi so 10.000 evrov naprej, lahko tudi do $500,000 na posameznega vlagatelja, na posamezno investicijo. Odvisno spet od časa, od tajminga, od priložnosti, ki se pokaže, in pa na koncu od
same ekipe, ki v bistvu išče denar. To na koncu mora vedno poklopiti. Fundraising ni lahka stvar. Po navadi je tudi problem, ker fundraising lahko zamegli ali pa zavzame časovno tako veliko časa founderja, da pozabi na posel, ker ga dejansko ne more opravljati, tako da je vedno odlično, da nekoga, ki išče denar, ali ste to vi, ali pa nekdo od vaših članov tima, da potem drugi posel naprej res napolno pušajo, da se ne zanemari poslovna plat startupa, ker pač fundraising ni lahek, pa tudi časovno lahko traja. Dobro. V kateri fazi običajno vlagajo investitorji? Zdaj tako je, lahko se zgodi, da tudi že v fazi ideje. So primeri, takrat v bistvu ponavadi pošlješ founderja, pa rečeš, ok, meni ta ideja super, pridi s prvimi zadevami, stestirati trg, karkoli. Seveda najraje imajo ljudje nekaj, ko ima že prvi traction, se pravi že neko preverbo trga, ne vem, potencialne kupce, toliko upravljenih intervjujev, ki nakazuje na to, da bi ljudje imeli to vašo idejo, pa jo kupili, se pravi za njo plačali fizično oziroma produkt. Več je tractiona, kakršnega koli, se pravi dokazljivosti trga, bolj ste zanimivi, pa hitrejši pridete do investicije. Okay. Daj mi še povej, sigurno imaš ene par takih na leto, pa kako se rešiš oziroma kako je taki, ki pravijo, da jim boste angeli ukradli idejo in da se hočejo zaščititi in kako takimi se ne ukvarjamo več. Včasih smo se še, ker pač smo tudi zelo veliko vlagali v ekosistem, se še vedno zelo veliko vlagamo, ampak na drugačen način. Raje take startupe več mentoriramo, pa pač imamo neke interakcije z njimi drugačne, ampak to, da ti bo nekdo ukradel idejo, tiska s to pozicijo pride do angela, pač raje ne hodi do kjerkoli vlagatelja, sploh pa ne do VC-ja. Prvič, naš posel ni to, da vam krademo ideje, naš posel je podpreti uspešne ljudi, da bojo nam naredili multiplo v denarju, to je naš posel. Se pravi, mi ven zaupamo denar, da boste iz njega naredili čudež, ven ga damo v upravljanje. Drugo je tako, tudi če mi porinete NDA, pa rečete, da rabite NDA podpisati, to pomeni, da vas je strah, to pomeni, da nekaj skrivate. Imam jaz s tem veliko težavo, ne sem jaz, vsi vlagatelji. Jaz ne rabim NDA podpisovati do faze, dokler se ne začnem kopati v tehnologijo. Takrat pa jaz rečem, dajte mi NDA, zato ker je to poslovna higiena. Se pravi, da skrivate nekaj, zato ker mi te prvo pod nos date NDA, verjemite, da niste edini na svetu, če pa že ste, se pa to vidi skozi patente, skozi ne vem kaj, različne stvari, ki običajno tudi za disclaimer, tudi patent ni vse. Včasih je patent lahko tudi slaba stvar, zato ker razkrijete vas svoj know-how. Pa imamo rajši poslovno skrivnost, in se reče industry secret ali pa business secret. Tako da se v bistvu s takimi startupi, to niso pravi founderji, to niso founderji, ki so usmerjeni na rast, to so founderji, ki so usmerjeni na inovacijo. In se bojo ves čas ukvarjali z razvojem, ne pa s tem, da bojo uspešno skelali firmo. No, pa ki sva zdajle, ki si ravno omenila, da date denar, da ustvarjajo donose, vem, da je verjetno to pač različno, ampak kakšen donos je nek pričakovan običajno pri angelu? Ja, pri angelu pričakovanje vsaj 10-kratnik, pri VC-ju je dober donos 35-kratnik. Se pravi, če oni tega ne morejo videti, da vi lahko to naredite, to vas ne bojo vložili. Mi to zelo hitro izračunamo. Iz vaših planov, iz vaših finančnih projekcij, iz vašega unit economicsa, iz vaše marže, iz vaših kalkulacij, karkoli date, pač s tem mi vidimo, vi razumete posel. Torej 10-kratnik. Ja, so pa vsaj, to je tisti idealen case, vsaj 10-kratnik. Saj nam pomeni, da mi zdaj vlagamo same take, ker pač portfelj imaš vedno zelo širok in nekih ne uspe, tudi avtomatsko padejo, nekaj je povprečnih, pa s tem ni nič narobe, nekaj je pa izjemnih. Se tudi, če vi dobro delate, pa niste zdaj 10-kratnik, mi še vsem lahko gremo iz naložbe, pa naredimo nek donos. Ampak pomembno je, da že na začetku mi ne vemo ali pa ne vidimo tistega red flaga, ok, ta stvar sploh ne bo pila finančno vode, ker potencialno recimo ne znate skalkulirati, koliko je vaš produkt vreden. Pa ne znate cene zložiti, recimo, to je ključna stvar. Unit economics je the key vsega.
bova se potem dotaknila še cene pa economics. Kakšen običajno, da rešiva ta del osnovni, želijo recimo imeti angeli, kakšen vpliv je običajen v podjetju pri odločitvah, pri vodenju, kako ste s tem? Okej, zdaj tako je, to je spet od angela do angela zelo lahko različno. Tudi zelo je lahko vezano na posameznikov karakter, ne. Eni ljudje so lahko zelo uspešni podjetniki, pravi doerji, ampak so zelo težki egoti. Takrat pač ti kot angel malo bolj ostro pogodbo daš, zato da sebe zaščitiš, ker veš, da ta človek bo sicer pripeljal firmo zelo daleč, pa bo dober, ampak da boš mu na nivoju menedžmenta lahko z njim velike težave, predvsem pri izhodu, takrat mu daš pač več nekih restrikcij. Mi nikoli ne vzamemo večinskega deleža, maksimalno pridemo po večjih rundah do 30%. Bolj zgodaj pridemo v samo investicijo, večji delež vzamemo, vendar se z vsako naslednjo rundo zdalutamo, to pomeni, da zgubljamo vrednost pa velikost našega deleža, ne. In pravice, ki jih imamo, so klasične po zakonu, se pravi tako kot recimo v Sloveniji ZGD, a ne, pa ZDR. Recimo tudi, ne vem, so neke stvari, lahko je tudi recimo veliko visijo to dela, pa tudi angelov, če je direktor, a ne, mu date neke limite, ne, nad koliko 1000 evrov denarja pač mora vprašati za second opinion ali pa approval, ne. Pa to ni slabo, to je v bistvu dvofazna avtentikacija, da vi kot direktor veste, da ste se prav odločili, ker mogoče pa nekaj niste videli, ne, ali pa direktorica, ne. Tako da zelo je različno, ampak so pa neki ključni termini, to so tag along pa drag along pa anti-liquidation, mislim anti-dilution klavzula je lahko noter, to je v primeru, kadar se vi ocenjujete zelo visoko, pa ne popustite, pa če kljub temu, da vam angel na drugi strani dokaže, da niste tako veliko vredni, se lahko zmenimo, da bomo mi anti-dilution pač klavzulo v primeru, da ko bo naslednja runda, da zaprete po taki evaluaciji, mi se nam delež namanjša, recimo, a ne. In s tem mi prevzamemo riziko. Zdaj, če vam uspe, da ste z večjo rundo z fundraiser, hvala Bogu, mi se delutali, ampak to pomeni, da je tudi naš delež več vreden, proporcionalno, ne, če vam pa ne uspe, pa pač boste pa sami svoje dali, zato ker tega, kar ste trdili, niste dosegali, ne. To so neke take klavzule, potem je lahko še liquidation preferences, pa kaj je še lahko, flip over, pa običajno zahtevamo, že angeli zahtevamo ESO, Employment Special Option Pool. Mi zahtevamo, da vi razmišljate o tem, da boste imeli do 10 ali pa običajno 10% podjetja virtualno rezerviranega za najboljše zaposlene, ki ga boste delili, a ne. Ja, to je pač must have, brez tega tudi težko dobite VC investicijo naprej, naslednjo rundo, so pa angeli dober buffer za VC vlagatelje, se pravi, če je angel vložil not v vas, pomeni, da bojo VC vas bistveno naprej pogledali, kot pa če nobenega ne boste imeli, zato ker to garancija, da ste šli že čez en filter. Je pa spet case by case, investor by investor, VC by VC, pač tako je, a ne, vsak ima svojo politiko investicijsko, vsak ima svojo strategijo, vsak ima drugačen geografski fokus in tako naprej, ne, tako da tukaj pač je res treba potem dober meč narediti. Okej, gremo zdaj k takemu konkretnemu delu, kako izgleda sam proces sodelovanja s poslovnim angelom. Skratka, najprej neka predstavitev ideje običajno, potem nekega pregled podjetja, pogajanja in potem sklenitev sodelovanja, a ne. Ampak najprej na začetku se mi zdi, da moram vprašati, ali vsako podjetje potrebuje investicijo. Ker se mi zdi, da podjetja kar po defaultu začnejo delati, se imenujejo startupi in hočejo dodaten kapital. Kaj bi ti rekla? Ne. Ker? Ne, zakaj? Zato, ker vsa podjetja niso startup podjetja. Zdaj, kaj so startup podjetja? Startup podjetja po definiciji Steva Blanka so podjetja, ki morajo dokazati svoj business model, se pravi poslovni model. Ampak običajno startup podjetja so inovativna in hitro rastoča podjetja, a ne. Pa zdaj, če parafiram, a ne, težko je kozmetični salon startup podjetje, če ne bo na leto 10-krat zrastel, ker ne more. Ker če to dela ena oseba, to je klasično podjetništvo ali pa še celo obrtništvo, a ne. To ni startup, to ni inovativnost in to ni nekaj, kar bo hitro rastlo, kar bo eskaliralo. Lahko pa je ideja, ne vem, aplikacije za kozmetične salone ali pa nekih posebnih lakov, ki so ne vem kako razviti, ki imajo ne vem kakšen intellectual property,
pa je lahko startup ideja, ker pač je to čist drug segment, druga tehnologija, drugačen fokusni target in tako naprej. Ne? Se pravi, startupi imajo neke svoje posebnosti. Hitra rast, inovativnost, predvsem pa multitrgi, se pravi globalni trgi, veliki trgi, to ni Slovenija, pa grem pa na Hrvaško. Ne? To pač, tukaj imamo mi izziv, to ni za nas startup. Pač je treba biti dream big, prosim? Slovenija, potem pa svet. Recimo, pa lahko je par držav, se ni nujno, da je svet, ampak lahko je nekaj par velikih držav, ampak pomembno je, če ti razumeš svoj trg, velikost trga, pa intenziteto tega trga, koliko ti ta trg lahko nazaj prinese. Včasih je lahko dosti, zdaj bomo rekli tako, Ameriko vsi poznamo, vsi se z njo poistovetimo, včasih je dovolj, da si sem na ameriškem trgu, kljub temu, da si slovenska ekipa, ker je masa tako velika in ker je tvoj produkt za večino ljudi primeren. Če imaš pa ti neko nišno stvar, ki jo 0,1% trga samo sprejme v vsaki državi, boš pa seveda mogel iti bistveno bolj široko, da boš naredil, ampak je spet odvisno, koliko je cena tvojega produkta, koliko dobiš nazaj, kako maržo imaš, kje je value. Okay. Daj mi povej, zdaj bo mogoče malo široko, ampak vseeno, kaj so neke ključne priprave, najpomembnejše, preden gre podjetje k poslovnemu angelu? Kaj mora imeti, katero osnovo mora imeti zagotovljeno, da se ti sploh z njim pogovarjaš? Investment ready mora biti. Okay. Mi problem, zdaj pa začniva. No, Običajna pot, pa bom rekel, recimo pri poslovnih angelih je tako, da se prijavite ali na naši spletni strani, ali nam pišete, pa vam mi damo, potem vas usmerimo v link. Je skratko nek naš CRM, ki ga mi imamo za interno obdelavo. Vi tam noter izpolnite podatke in te podatki vam že nakažejo, kaj je vaš investment readiness level. Kje morate biti, kaj morate vse nam zagotoviti obvezno, kaj je pa opcijsko. In tisto opcijsko je the key. Zakaj? Zato, ker mi to damo tistim, ki so že bolj napredni, ali pa ki že znajo bolj razmišljati, ali pa ki že malo bolj razumejo svoj biznis, ali pa ki so malo bolj investment ready. In tak ti bo potem izpolnil ta profil in mi dobimo na dashboardu profil tega startup podjetja. Potem ga pregledamo, naše analitike sedajo na ta case in pač ocenijo, a je primeren za nas ali pa ni. Govorim za nas. Morda startup, ki je zavrnjen, ni slab, ampak mi vemo, da nimamo vlagateljev, ki bi ga lahko podprli. Zato ga zavrnemo in ga običajno tudi napotimo, pojdi do tega pa tega, ali pa do teh vlagateljev, pa do teh visijev, zato ker za nas nisi primeren, za poslovne angele. Mogoče tudi zaradi branže, zaradi same tehnologije, morda zaradi trga, ker mi vemo, koga imamo v zadnji med svojimi vlagatelji. Potem vas povabimo, če ste ok na pitch in po pitchu, v bistvu pred pitchom pač pogledamo, da so stvari ok, vam svetujemo in potem vas povabimo na pitchu predstavite svojo idejo in potem imate vlagatelje pri sebi, da začnete z njimi aktivno se pogovarjati, mi vam pa pomagamo fundraisati. To je prvi krog, drugi krog so naši partnerji po tujini in tretji krog so določeni visi, s katerimi delamo. Vmes v samem tem procesu vas bomo spravili na nešteto nekih dogodkov, kamor običajno ljudje ne morejo priti, če niso iz tega sveta, odprli določene kanale do raznih industrijskih partnerjev in tako naprej. Se pravi, ko se enkrat pod našim okriljem ga negujemo startup, probamo narediti čim več za njega. Tudi če na koncu ne zgodi, da je zinvestiran, ker se lahko zgodi, da ni zinvestiran. To na koncu pa potem volja posameznih vlagateljev, ne nas kot inštitucije, ker mi smo pač združenje vlagateljev. Daj mi povej, rekla si, da podjetje mora biti investment ready. Kaj to pomeni? Lahko bolj konkretno. To pomeni zelo preproste stvari. Se pravi, mi ko pogledamo podjetje, ga najprej pogledaš pitch. Pitch je kaj? Pitch ni nekaj, kar ti zložiš zato, da se dobro slišiš. To je prva stvar. In kaj mi počnemo v Sloveniji? Mi drilamo pitche in učimo, ali pa smo učili vse zelo dobro pitchati, brez vsebine. Pitch je refleksija vašega podjetja. In ko vas investitor v krog obrne vprašanje, nekaj vprašanj, vi ne znate odgovoriti to, kar ste pitchali, imate problem. To pomeni, da niste investment ready. Zakaj? Zato, ker sploh ne veste, kaj je vaše podjetje. Pitch je ekstrat vaših oddelkov podjetja. Pa tudi, če ste ideja, razmišljati morate o teh stvarih. In vsak od teh oddelkov, od problema,
rešitve, trga, ključne stranke, kako boste vstopili na trg, koga že imate kot potencialno stranko, kakšna je finančna metrika, kako vidite, da boste to prodajali. Tudi če so to razmišljanja ali pa predikcije, je treba znati to odgovoriti in je treba imeti v zadnji podporno vsebino tega. Večino pitchov, ki pa mi vidimo, so pa zelo dobro zloženi, izgledajo zelo dobro, ful so nahajpani, ampak nima nobene vsebine. In tak startup spravi, da investicije nočna mora. Zato, ker toliko stvari manjka. Ko greš ti do vlagatelja, imaš enkrat čas, da se s tabo pogovarja. Če mu ne boš všeč, se ne bo več časa s tabo za tebe imel. Ker mi dobimo takih pitchov po 200 na mesec. Pa še to večinoma pride po nekem warm intro ali pa tako naprej. Se pravi, da že do nas pride selekcionirano. Investicije naredimo pa 10 do 15 na leto. Pa še to ne pomeni, da so vse najboljše. Ker se to in ena stvar lahko vmes spremeni. Ampak je treba imeti dejansko res razdelan svoj biznis. Treba je vedeti za vsako stvar, ki jo daš na prezentacijo, na slajd, kaj je podlaga za njo. Če vi rečete, naša ključna stranka je takšna, 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 je treba razumeti, odkje to prihaja, zakaj ste se to odločili, na kaj se to navezuje. Pa če zdaj rečemo, ne vem, a ste unit economics, a ste B2B ali ste B2C, to je za nas blazno pomembno, ker je s tem povezan strošek, ker je s tem povezan obratni kapital, ker je s tem povezan vstop na trge, delovna sila in tako naprej. Nam je zelo pomembno, če veste, koliko vas stane, da pridobite eno stranko. To je stvar, ki se da zračunati in stestirati, ali pa obratno stestirati in zračunati. Koliko je življenjska doba enega vašega kupca? Metrike, če jih ne boste spremljali, teh KPI-jev, imate velik problem. In večina startupov umre, to je 70%, zaradi tega, ker nimajo procesov. In meni se nešteto, ko zgodi, ko pride do mene, pa mi reče, ne, to bom pol, ko bomo imeli več cash pa delal procese. Ne, od dneva ena jih delate. To je, kaj so pravila igre vašega podjetja. To je tako kot monopoli. Preden ste se ga naučili igrati, ste mogli navodila prebrati, ali vam je pa eden, ki jih je znal dobro razložiti, mogel povedati, kako se monopoli igra. To morate vi narediti v vašem podjetju. Za sebe, potem kasneje, zato da boste lahko onboardali nove zaposlene. Hitro, učinkovito in brez napak. In tako naprej. In to so te stvari, ki so ključne za investment readiness. Mogoče se bova še pol vrnila, ali pa še zagotovo. Mogoče odvisno, da dam še komentar, da ste sploh sposobni denar sprejeti, ker ga znate pravilno zapraviti. Če vi ne razumete, zakaj iščete toliko denarja, odkje vam ta številka, da sploh znate zračunati, koliko denarja iščete. In potem, ko ta denar potencialno dobite, da ga ne znate pravilno ovrednotiti, boste imeli težavo, ker boste dejansko zapravili celo investicijo in bo nula rezultata. V tem je stvar. Če pa ti delaš procesno stvari, pa tudi razumeš, koliko ljudi rabiš za določeno stvar, kdaj jih moraš zaposliti, kaj zahtevaš od teh ljudi, kakšne rezultate morajo deliverati, koliko jih boš plačal, koliko strank mora na enega človeka priti, če je njegov del prodaja, če je njegov del marketing, če se z agencijo prodajate, vi morate jasno vedeti, kaj morate agenciji naročiti. Če ne razumete unit economics, vam bojo oni nekaj vrteli, pa bo nula rezultatov. Ker vas je konec koncev oni morajo za te metrike vprašati. In to je vse povezano med sabo. Daj mi povej, koliko recimo običajno traja en tak proces, ko se začne neko podjetje sploh pogovarjati z vami do recimo najboljši scenarij. Zato, ker podjetje mora seveda prej začeti iskati denar, ne, ker že nima več. Če iščete zadnja 2 meseca, preden vam ga bo zmanjkalo, vas ne bomo sploh pipnili, zato ker bomo pustili, da bomo videli, kaj se zgodi, pa bomo pa rešvali. Oziroma pa bomo postopili, če bomo. Se pravi, investicija je proces, vi morate denar, ki ga iščete, morate imeti vsaj za 2 leti življenja, se pravi, to je investicija, ki jo iščete. In 9 mesecev, preden vam ta denar bo začel zmanjkovati, greste v proces iskanja nove investicije. Najhitrejšo investicijo smo zaprli v 14 dneh, najdaljšo pa v 1 letu. Ker je bilo zelo odvisen, koliko je startup na drugi strani pripravljen. Drugače pa običajno na naši strani, če je interes, potem, ko se to vpišete v CRM, res je, da nimamo 2-krat na leto investment day samo, ampak v mestu dajemo fundraising, delamo tako, 1 na 1, je lahko tam 4 do 5 mesecev, da se zapre. Vse. Od pitcha do pač uskladitve.
Daj mi povej, vem, da vsi poslovni angeli, vsi investitorji vedno poudarjate, koliko ključna je ekipa, v katero vlagate. Daj mi povej, kaj iščete pri ekipi? Katere kompetence, ne vem, kaj je to, kar vas pritegne, ali pa mogoče kaj je to, kar vas odbije in reče, glej, tega pa ne bi vložila. Ja, mislim, tako je, absolutno, da je ekipa, to je že dosti klišejevska stvar, ne, ampak zakaj je ekipa? Zato, ker ti denar daš ljudem upravljati, ne. Mi, ko vložimo v startup podjetje, vemo, da podjetniku damo ta denar je podjetnik prejel in zdaj mora z njim nekaj narediti. On ga za nas upravlja, to je tako, kakor banka upravlja za naša sredstva, ki jih imamo na računu, a ne. In mi to prepuščamo brez problema, a ne. Zdaj, kaj je to pomembno? Ja, prvo zato, da je ta odnos pošten, drugo, da ta človek jasno ve, kaj s tem denarjem mora narediti. In zakaj tudi ekipa? Zato, ker prava ekipa, pravi founderji, pravi CEO-ji, tudi na koncu koncev menedžerji, lahko bistveno slabši produkt na trg spravijo bistveno hitrejši kot pa najboljši razvijalci z najboljšim produktom, pa zelo slabi menedžerji. Pač podjetništvo je management / voditeljstvo, a ne, ki mora znati predvsem opazovati trg, nanj ga reagirati, ne pa biti trmast pa ne reagirati na trg, zato ker ti več veš, a ne. In v bistvu na koncu, zakaj tim? Zato, ker sta blazno pomembna odpornost pa fokus, a ne, ta resilience pa fokus. Zakaj? To sta osnovna parametra, ki zavarujeta tvegano investicijo. Prvo, zakaj odpornost? To zato, ker če si ti kot podjetnik odporen, boš znal na spremembe na trgu odreagirati. Znaš težke stvari prehoditi. Znaš povezati med sabo ekipo, ko zaškripa in zaškripa velikokrat, a ne. Startup je gor dol, pomembno, da na koncu je v bistvu gor, a ne. Fokus zakaj? Zato, da ne delaš konstantnega razvijanja. Ti moraš biti fokusiran na go to market, na prodajo, na to, da boš čim več realizacije naredil. Ne pa še ta feature, pa še to. Seveda lahko dodajaš, ampak ti moraš čim prej na trg, a ne. Drugo je, da je tudi dizajn konkreten, se pravi, spet je povezan s človekom. Če ta oseba, ki to dela, produkt razume, se poistoveti z njim, živi za ta produkt, bo ta celotna prisotnost tega produkta na trgu drugačna, kot pa, če ti tega ne razumeš, a ne. Tudi imel bo ta produkt ne samo tehnološko, ampak tudi tisto strast, improvizacijo in vse bo odražal, ki je del founderjev, a ne. In na koncu, zakaj tim? Zato, ker tim je krona, to je tako kot družina, a ne. Če imaš ti doma starši pa otroci, a ne, starši učijo otroke nekaj, otroci se zgledujejo po njih. Kakšni so otroci? To, kar jih starši učijo, ker njim vzorce predajajo. In zato je pomembno, kako v ekipi ti držiš svojo ekipo startupa. Ti moraš znati jasno z njimi komunicirati, imeti pravila igre, procese in na koncu tudi v founderje vložimo. Zakaj? Zato, ker je zelo pomembno tudi, kaj ti founderji imajo, ko pridejo ven s posla. A imajo mirno zavetje, a imajo neko ali družino ali partnerje, kamor se lahko umakne in po težkih situacijah v bistvu umirijo. In zato vlagaš v ljudi, zato so posel ljudje. A ne? Ne samo zato, ker je to klišejevsko, ampak dejansko jaz lahko dam v podjetje 50 000. Ok, dam na račun podjetja, nič se ne bo zgodilo, če ne bojo vstopali ljudje. In vstopati morajo pravi ljudje in morajo odreagirati. In če ti pravilno odreagiraš, dobiš rezultat, ki je dober za vse. Nice, lepo. Čas naju že počasi že preganja, ker pa lahko bi govorila še sigurno 1 uro. Daj mi povej, ocena vrednosti podjetja. Podjetje, ki je na začetku, ki recimo, da ustvarja nič ali zelo malo prometa, skratka začetek, kakšne metode, kakšnih se poslužujete pri oceni vrednosti podjetja? Zdaj, tako je. Jaz osebno kombiniram 4 metode, na koncu v bistvu sem skozi leta razvila eno svojo metodo, ki je moj internal pač tool, a ne, s katero v bistvu zadanem na par 10 000 evrov valuacijo, a ne. Ampak je tako, jaz bom rekla tako, prvo pravilo, ideja, faza, ideja je
pa to, kar še nič nimaš običajno tako, za 10 tisoč 10%. To je early stage, to je res tist ideja, list papirja, a ne. Potem se pa te procenti dvigujejo, nekje tam za seed investicijo, bomo rekli od 50 tisoč ali pa rečemo tudi od 20 tisoč do 150 tisoč se bo vzel večinski, proporcionalno največji delež, lahko tudi do 20%. Zakaj rečem lahko tudi do 20? Zato, ker je zelo odvisno, katera branža ste, katera industrija, na katere trge greste, kakšen je vaš poslovni model, koga napadate B2C, B2B, a ne pa smo pri unit economicsu, kakšna bo vrednost vašega kupca, koliko približno vas bo ta produkt ali pa storitev stala, da jo naredite, koliko boste imeli razliko v ceni. Od tega je odvisna valuacija. In valuacija ni nekaj, kar si izmišljaš tako malo, kot veter piha, a ne. Mi to delamo po 3 metodah, First Chicago, Venture Capital pa Discounted Cash Flow metode. Jih združujemo in v bistvu lahko vidimo valuacijo podjetja. Vedno se glede na zgodnejša, kot je faza, večji diskont dajemo. Pa še enkrat odvisno je tudi v katere trge in kje so v bistvu inkorporirani, na katere trge bojo šli, koliko zaledje denarja bojo rabili za tako investicijo, kaj bo učinek te investicije. Tako da misel, da boš, recimo jaz velikokrat rečem, fundraisaš v Sloveniji, a ne, imaš pa ameriško valuacijo, pa pet v Ameriko iskati denar, ker pač nisi primeren za nas, a ne. Ne moreš pa nas iskati 500 milijona na valuaciji, 10 milijonov pa 0 traction imaš, a ne. To pač pali v Ameriki, ker to je za njih zgodna faza, za nas je pa to že lahko skoraj late seed, ne, se pravi, se že počasi približujemo A-rundi, a ne. Ampak recimo, razumem, pač angeli imate svoje, kako podjetje recimo lahko najlažje oceni neko svojo vrednost? Ni svoje cash flow prihodke za naslednja 3 leta in na njih postavi diskont glede na razvitost, te diskonti so povsod po spletu na voljo. Aha, okej. Ti prav lestvico, koliko si razvit, toliko diskonta udariš na svoje cash flowe, a ne. Okej, dobro. In potem to sešteješ, a ne. In tudi denar, ki ga boš rabil, zračunaš glede na te, koliko boš imel prihodkov, koliko boš imel pa stroškov. Investicija je vedno tisti denar, ki ti zmanjka, plus nekje 10 do 20% bufferja za tiste nepredvidene stroške, ki se lahko zgodijo in vedno se zgodijo. Okej, zdaj recimo, da smo šli skozi neke osnovne stvari, in se je investicija zaključila, ste investirali, kaj se zgodi po investiciji? Seveda vloga poslovnega angela ni samo v tem, da da kapital, ampak je v bistvu predvsem v vašem znanju, povezavah in tako dalje, a ne. To si že prej omenila, a ne. Ja, zdaj v bistvu to je spet od angela do angela odvisno, eni imajo ful časa, pa se veliko ukvarjajo, nekateri malo manj, a ne, pa tudi od casea je zelo odvisno, ker je odvisno, koliko dejansko lahko vrednosti človeku dodaš, včasih je pa samo to, da mu pomagaš razmišljati, zelo veliko vredno. Kaj se zgodi po investiciji? Prvo kot prvo je v bistvu, da takrat se začne reporting, ampak ne reporting za nas, reporting za CEO-ja. Zakaj? Zato, da vidi, kam gre podjetje. Zelo kratek, zelo light, zelo usmerjen, zato da sam podjetnik ve, a pluje v pravo smer in da ima ves čas tisto neko mentaliteto, da se začenja korporativno obnašati. Ker slej ko prej, ko bo velik, ko ga bo nekdo kupil, hvala Bogu, da ga bo kupilo podjetje ali pa visi ali pa nekdo, ki bo prodal to nekomu, ki je korporativno usmerjen in ona rabi tako strukturo že zdaj. To pa pomeni, da so zadeve bulletproof, da so procesno dobre, da imajo risk mitigation not narejen, se pravi, da ves čas gledaš rizike, pa jih probaš zmanjševati ravno zato, ker imaš procese postavljene in znaš odreagirati na napake na trgu. A ne, drugo pa je potem, da v bistvu imaš ves čas to redno, poskušaš imeti kot angel, ves čas redno komunikacijo s startupom, zdaj eni so bolj temu naklonjeni, eni manj. Veliko težavo imamo s takimi, ki rečejo, ti mi daj sem denar, pa me ne boš videl, v take ne vlagamo in tega ne bo, to pejte po javna sredstva, če jih boste dobili. Pač to ni vlaganje, ko enkrat vložimo, to je odnos. Mi postanemo partnerji in smo družbeniki in se želimo tudi tako obnašati in želimo biti up to date, kaj se s podjetjem dogaja. In potem v bistvu tudi startupu pomagaš dobivati naslednje runde, ker je bistveno lažje, ker si ti tisti, ki piče za njega, ali pa mu pomagaš zadeve postaviti v pravo smer, pa mu narediš moram introte in tako naprej. In tretja vloga je pri exitih, a ne, ker ti v bistvu probaš kot investitor zmenedžerirati pa izvesti, se pravi inženirsko zmenedžerirati in inženirsko izvesti exit. Za sebe ali pa tudi za founderja.
Ok, smo že proti, res že še 5 minut do tvojega odhoda. Jaz bi kar vprašala udeležence, ima kdo kaj konkretnega, kaj vprašati. Zdajle imate Nino na voljo. Kar. No, vsi bojijo. Nič ne gre za Nina, super je. Jaz bi imel eno vprašanje. Kar. Evo ga. Zdaj, meni se dozdeva, ali pa je to moje napačno prepričanje, da večina investitorjev ima zelo rad nekak software podjetja, ki naj bi bila lažja za scalati, pa me zanima, koliko je panoga podjetja recimo vpliva na investicijo. Zelo odvisno od vlagatelja. Če vam povem, zadnje 3 leta se je sektorsko popolnoma spremenilo. B2B software podjetja je bistveno težje zinvestirati z vidika angelov. Bistveno več so zanimive zadeve, ki se ukvarjajo s hrano, zadeve, ki se ukvarjajo s fizičnimi produkti, se pravi s hardverom ali pa kombinacija hardware, software, ki se dotika nekega medtech variante, se pravi bolj te stvari, ki nas zelo skrbijo, kaj se bo zgodilo, pa kako bomo živeli v prihodnosti. Seveda tudi software, ampak mora imeti neko tako zelo močno čustveno komponento, ki jo rešuje ljudem. Je pa težje, zdaj govorim jaz iz vidika naših poslovnih angelov slovenskih, bistveno težje dobiti SaaS podjetje za investicijo, kot pa nekemu podjetju, ki se s konkretno tematiko ukvarja, food, medtech ali pa kaj podobnega. Tako da hardware is not an issue anymore. Ali pa kombinacija. Okay, hvala. Ok. Pa mogoče še recimo, hardware, ampak kakšna je pa potem predispozicija investitorja? Želite, da se nekdo ukvarja z lastno proizvodnjo ali samo krepitev blagovne znamke? Ja, zdaj je zelo odvisen. Zdaj, v nekaterih smislih je lastna proizvodnja brez veze, ker ni smiselna, ker kapitalsko preintenzivno jo outsourcaš, v nekaterih primerih blagovna znamka, ja, krepiti jo moraš v vsakem primeru, zato, ker je hardware povezan s tem, ampak običajno, ko imaš ti blagovno znamko pri hardwareu, moraš imeti dober produkt, se pravi, MVP mora biti že kar res soliden, da ga lahko na trg daš, da nekaj ljudem pokažeš, pa ga pa že pilaš, ampak tule gre z roko v roki, veliko bolj gre tukaj z roko v roki, predvsem je pa attitude founderja tukaj zelo pomemben pri hardwareu pa tej kombinaciji brenda. Software ti lažje skalaš online, ga lahko tudi prodajaš. Hardware/software kombinacija je bistveno bolj direktna prodaja, vsaj na začetku. In tukaj je ta konstelacija founderja izredno pomembna. Kako je kot persona nastopa ta brand, brand te osebe ali pa tima, ki je v zadju, ki to zastopa, ker mora iti do industrijskih partnerjev, mora se z njimi pogovarjati, mora poiskati izvedbenike, mora poiskati, proizvodne kapacitete, biti bistveno bolj v stiku, potencialno, če je nek zakompliciran hardware, iti do potencialnih kupcev, to prodati, je prodajni cikel bistveno daljši in tako naprej. Software skrbi zato, ker je kratka pot na trg, ampak ni pa nujno, da je zmeraj to uspešna stvar, da se razumemo, tudi mnoga SaaS podjetja niso uspela. Pravila igre so pa povsod ista. Biznis je treba resno imeti, pa treba ga podjetniško imeti, ne obrtniško, ne biti zelo hitro zadovoljni. Vi morate od dneva ena se obnašati, kot da ste multinacionalka in to je ta prav spirit. Tudi tako postavljati stvari, voditi zapisnike, kratke sestankov, tako 3 bullet pointi, ko ste se zmenili, dokaj ljudje pozabijo in ko ti to enkrat začneš zbirati in ko rasteš in ko dodajaš ljudi, so stvari zelo jasne, zelo transparentne, vidne so, sledljive so, naredi se, tako kot je bil COVID, zakaj so podjetja uspešna so padla na tla, zato, ker niso imela procesov. Pa jaz vem, da se to klišejevsko sliši, ampak točno to je. Ali pa ko naredijo, ko so že uspešna, pa se hočejo prodati, jih veliki playerji stisnejo in se prodajo za bistveno manjše denarje, zato, ker morajo procese za nazaj delati. Ker to je edini risk mitigation, ki ga imaš v podjetju. Na nivoju človeka, produkta, ustroja, podjetja kot takega, povsod. Torej, fokus na procese. Ja, procesi, ki so seveda povezani zelo močno z vsem ostalim, Super. Še eno zelo kratko.
Torej, ti si investirala že kar v nekaj podjetij. Katera je bila neka najboljša taka lekcija za konec? Ali pa kje si se recimo uštela, kaj si tudi vi delate napake, ali pa tudi vas je že kdo prelisičil? Mislim, jaz sem se osebno štela, ker sem šla v investicijo, kjer sem jo pomečala z mojimi kolegi. Ker pač nisem bila jaz lead investitor in sem se zanesla na njihovo zaupanje, pa sem se uštela zelo. Pa ne, da je bilo karkoli narobe, ampak v bistvu ekipa, ki je bila tam, je bila zelo visoko leteča z zelo malo rezultati. Potem investirala sem v eno podjetje, ki je izgubilo trg, ampak ne zaradi njihove krivde, ampak se je trg spremenil, regulativa, a ne. To so bili taki casi, ki pač niso uspeli. Na nivoju skladov smo imeli različne, se je tudi recimo eno je umrlo, zato ker se je regulativa spremenila. Imamo pa tudi zelo uspešne case, ne. Tako da to je vedno pač zato razpršiš, ne, zato ti narediš več investicij, ne. Z različnimi tiketi, različnimi deleži v več podjetij, zato ker vedno ti ta nek procent jih uspe, nek procent je izredno uspešnih, nek procent jih umre in nek procent jih v bistvu dobro živi, ne. Krasno, evo, jaz sem obljubila 10:45, zaključimo, pustimo te naprej, če je še kakšno vprašanje, lahko meni pošljete, bom jaz posredovala Nini, brez problema, Nina je vedno na voljo. Tako da, Nina, najlepša hvala, za tvoj čas. Hvala. Bomo delili tole okrog, da se še ostali naučijo, o stvareh, ki smo jih danes govorili. Hvala lepa, hvala za udeležbo. Lepo bodite, hvala.